Mlad par je v Škrbini na Krasu predelal staro hišo v svoj dom in ga obdal z enim najlepših vrtov v tem koncu dežele. Borut Benedejčič in Tanja Godnič sta del hiše Borutovih staršev domiselno predelala tako, da ustreza potrebam njune družine. Niso vse stare hiše na Krasu tipične kraške hiše in niso vsi vrtovi na tem koncu značilni kraški vrtovi. Lahko pa tako hiše kot vrtovi služijo za osnovo, da iz njih nastane nekaj novega, uporabnega, lepega. Na Komenskem Krasu leži vaš Škrbina, v kateri domuje mlada družina. Borut si je v hiši staršev uredil ločeno stanovanjsko enoto s partnerico Tanjo. Grem pozvoniti. Tanja, vam je v tej hiši uspelo ločiti stare starše od vas oziroma dve generaciji, brez da bi se nekako motili? Ja, jaz mislim, da je to, da v starih hišah namestimo dve družini, dostikrat problem, prav zaradi teh skupnih prostorov, zaradi skupnega dvorišča, vhoda, stopnišča. Meni, kot nevesti, kot priženjeni, ko se reče, je bil seveda tu velik izziv. In ko se je Borut domislil rešitve, ki jo imamo danes, se pravi, da imamo v eni hiši na enem dvorišču dve popolnoma ločeni enoti s svojim vrtom, svojim vhodom in svojimi položnicami nenazadnje, je bil to zares en velik dosežek in meni se je oddahnilo in smo z velikim veseljem se lotili prenove, ker smo vedeli, da delamo res nekaj, ko je prav naše stanovanje. V bistvu smo nekako se poigrali tudi z elementi tipične kraške arhitekture in tako naredili eno tako kombinacijo stanovanja z tipično kraško hišo. Hiša je bila nekoč dom družine, ki se ni preživljala s kmetijstvom, temveč z industrijsko dejavnostjo, zato je bila drugače zasnovana. Velika okna in visoki stropi nakazujejo, da to ni bila običajna kraška hiša. Borut in Tanja sta prenovo hiše začela leta 2002 in se v novi dom vselila 2004. Hiša je odtlej dom njune družine in Borutovih staršev. Je pa v celoti hiša kamnita. Srečo smo imeli, da so bile samo zunanji zidovi nosilni in tako smo dobili tak velik odprt prostor. Pravi, noter imaš možnosti kombiniranja. Je pa vseeno tukaj en prostor, ki združuje dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo. Ja, v bistvu je bila to naša želja, imeti hišo. Na Krasu, ko prideš v ta osrednji bivalni prostor, se temu reče hiša in tako smo tudi mi hoteli imeti. Seveda nam je pri načrtovanju pomagal Matej Mljač, ki nam je naredil to začetno osnovo. Tudi nam najdel krasne rešitve, tudi se potrudil že s tem prizidkom za stopnišče, da je ga vkomponiral tako, da zgleda res kot ena spahnjenca in v bistvu dodajamo naši hiši, ki ni tipično kraška, neke kraške elemente. Noter smo pa pustili ta odprt prostor, ki smo ga ločili samo z različnimi vzorci tlaka. Tukaj imamo v kuhinji kraški kamen, potem temu osrednjemu jedilnemu prostoru ploščice in v dnevni sobi les. Z Borutom smo se odločili, da bo naša kuhinja živa in da bo dala tistemu, ko je noter, eno veselje in srečo in da bo ga malo poživila in mu naredila te zoprne gospodinjske opravila malo lažja. Tako za hec morda malo, če ne pa nekako se nisva upala barvati sten. Spet zato, ker tipično kraško niso bile nikoli barvne stene, pač pa samo vzorci. Z vzorci tudi nisva nekako dobila nekega vzorca, za katerega bi bila prepričana, da ga želiva gledati dlje časa. Tako da smo rekli, da pustimo stene bele, naredimo pa vseeno hišo živahno in najbolj se nam je zdel tak družaben prostor kuhinja in zato smo kuhinjo dali v rumeno in še krasno paše na sivo kamnito barvo in tako, ko so tla kamnita, se pravi iz kraškega kamna, tako so tudi pulti sivi, tako da v bistvu ta rumeno-siva kombinacija se mi zdi, da tako poživi. Je pa še ena, dajmo reči, finta, ki ste jo uporabili, pod stopnicami se da spravljati stvari. Je bilo ob
tako veliki hiši oziroma prostorni hiši potreba iskati rešitve, da nekako ohraniš več prostora drugje? Ja, v bistvu je tako, da hiša je zares ogromna, ko jo pogledaš od zunaj. Ko smo jo pa ločili, je to pomenilo, da je vsaka družina, Borutovi starši in midva na vrhu, dobila funkcionalne površine 70 kvadratov, kar pa ni tako veliko. Sicer tukaj morda zgleda, ker je odprt prostor večje. Sva pa oba mnenja, da moramo v življenju živeti čim bolj skromno in imeti čim manj stvari, zato sva se izogibala omaram. Tako da je v bistvu naše pohištvo zelo omejeno in ga imamo čim manj in je fiksno, kakor se vidi večinoma. Tako da smo v bistvu izkoristili prostore, ki jih imamo za predale in so to funkcionalno zaprte omare nekako. Tako jih imamo pod klopjo, kamor sediš, vse naokoli. Ja, samo pritisneš in se odprejo predali in pod stopnicami. Seveda se v prijaznem kraškem podnebju da večji del leta uživati na prostem, zato so pri preureditvi poskrbeli tudi za balkon. Del vrta pa je namenjen prostorni terasi za počitek. Terasa pod hišo ni edini prostor, kjer lahko domači in obiskovalci uživajo v edinstvenem okolju. Na terasi letna kuhinja, krita zeleno streho, stopnice vodijo na osrednji del vrta, kjer je zanimiv trio gugalnikov. Zmeraj sem si želel zunanje površino, tako da je urejena, da je pravilno usklajena, tudi z arhitekturo in vsemi arhitekturnimi elementi, ki spadajo na nek pravilno postavljen vrt. Jaz sem hotel napraviti čim presežek in tudi uvrstiti določene rastline, ki niso samonikle in niso niti tradicionalne na krasu, v bistvu so na našem vrtu kot nek poskus nekega dela sortimenta okrasnih rastlin, ki naj bi ga v prihodnje zasajevali na Primorskem. Zanimiv je tudi vrt iz tega stališča, ker je samooskrben, se pravi, naredili smo tudi velik vodnjak, ki je pod vrtom, s katerim oskrbujemo čez poletne dni, predvsem drevesa in grmovnice. Zanimivo je tudi iz tega stališča, kjer sem spajal neke tradicionalne načele kraškega borjača. Vsi kraški borjači so večinoma imajo peščene površine, no tudi naš vrt ima več kot polovico celotne površine peščene. Kot uporaben del vrta pa je trata, kjer si lahko privoščimo neko igro oziroma zabavo, kot je badminton. Jaz sem uvrstil trato in predvsem zelo zeleno trato na kras, predvsem zaradi referenc, tako da tudi strankam lahko pokažem, na kakšen način in kako se zaliva trato. Tudi to so neke tradicionalne načele na krasu, kulturne terase so na krasu zelo znane. Zelo znan arhitekturni element, tu gre v bistvu za izkoriščanje nekih neravnih površin z ustvarjanjem teras. Tako pridobimo uporaben prostor, kjer se lahko sprehajamo oziroma ustvarjamo nemoteno. Ta vrt je predvsem razdeljen na 3 različne enote. Ena je peščena enota z zelo veliko pestrostjo rastlin. Vse rastline na tej enoti so odporne na sušne razmere. Ta površina ima tudi središče, kjer imamo te 3 gugalnike, na katere gre 9 ljudi. Služi kot nek prostor za pogovore. Obdan je s pergolo, zasajen z rozo banksijo, ki bo čez par let tudi služila kot funkcionalna rastlina za senčanje. In tudi določene grede so razvrščene glede na barve in uporabnost rastlin. Tako imamo toplo gredo s toplimi barvami, hladno gredo s hladnejšimi barvami, ko so viola, plava, zeliščno gredo,
Potem je en vogal, ki ga vidimo v ozadju, sam sem ga poimenoval secesijska gredica, ki so tudi same rastline, ki so bile moderne na začetku prejšnjega stoletja. Potem je tlakovan del ob hišici za spravilo vrtnega orodja. Borut Benedejčič je 3-krat sodeloval na mednarodnih vrtnarskih razstavah v Londonu in vsakič dobil priznanja za oblikovane vrtove. Tudi njegov domači vrt je izviren prikaz združevanja tradicije, ustreznega izbora rastlin za kraško okolje in funkcionalnosti, kar Borut poveže s svojim občutkom za estetiko. Zmeraj je treba iti s časom naprej in težiti k temu, da ohranimo tisto, kar je bilo nekoč, z nekim modernim pridihom, tako da je aktualno tudi danes in za naprej.